Avtomobilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21.990 €, s Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prvaizbira.si. Gurmani že poznate številne dobrote iz Perutnine Ptuj. Zdaj je čas, da spoznate še kakšno novo. Recimo lepo začinjen, ravno prav eksotičen piščančji kari. Nagrajen tudi z zlato medaljo na sejmu Agra. Dober tek. Trgovina Sončnica, okus zdravja. Pri njih najdete zdravo ekološko hrano, prehrano za alergike in bolnike, sveže ekološko sadje in zelenjavo, naravno kozmetiko in ekološka čistila, naravne izdelke za osebno nego, naravne sokove in napitke, naravna prehranska dopolnila in vrhunske ekološke čaje, knjige, dišeče palčke in ezoterične pripomočke. Svetujejo o zdravem načinu življenja in uporabi izdelkov iz njihovega programa, organizirajo razne delavnice in predavanja ter tečaje z področja zdravega načina življenja in osebne rasti. Nudijo ajurvedske preglede z diagnozo pulza, brezplačno analizo telesa ter vitaminsko-mineralni test in preglede Planet zdravja. V trgovini Sončnica vam bodo pomagali najti pot do zdravja in notranje lepote s strokovnim svetovanjem in izbranimi izdelki. Narava in zdravje z roko v roki. Trgovina Sončnica, okus zdravja. Obrtna ulica 28, Murska Sobota. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Vita, življenje je lepo. Tudi danes smo za vas pripravili dve zanimivi temi. In sicer se bomo najprej z učiteljico joge Tatjano Baligač pogovarjali o pozitivnih učinkih joge na telo in duha. Potem pa se odpravimo v Gornjo Bistrico k mlinarstvu Kolenko. Tam imajo poleg dejavnosti mlina tudi svojo lastno, polno založeno trgovinico. Prišli smo k učiteljici joge Tatjani Baligač, kjer se bomo med drugim tudi malo razgibali. Toda za začetek, Tatjana, povejte nam, kaj je to joga in zakaj vadimo jogo? Joga je starodavna tehnika umiritve uma, telesa in duha. Z jogo si pomagamo k bolj zdravemu, izpolnjenemu življenju. In sama beseda joga pomeni združitev. In sicer v staroindijskem jeziku, sanskrtu, joga pomeni združiti sebe, svojo individualno zavest z višjo zavestjo, s katere smo vsi ustvarjeni. Tako da v bistvu na jogi, skozi jogo se učimo o sebi, o svojem življenju, spoznavamo svoje poslanstvo, zakaj smo tukaj, katere so naše potrebe, naše želje. Tako da v bistvu joga ni samo fizični vidik, kot je mogoče morda danes preveč poudarjeno v medijih, na kakšnih fotografijah, ko vidimo kakšne modele, mlade dekleta, ki izvajajo zapletene jogijske položaje in potem si predstavljamo, da je joga samo to. Ampak ta fizični vidik, asane so samo en del joge. So pa potem še druge tehnike, drugi načini, ki se prav tako izvajajo v jogi. Se pravi, asane, ta fizični vidik, so v bistvu ena izmed tehnik, s katero nekako razvijamo oziroma vadimo jogo. Katere so pa potem ostale? Ja, ostale tehnike so v bistvu, kot sme že omenile, najpomembnejše so asane. S tem pripravljamo svoje fizično telo in tudi svojo energijo in svoj živčni sistem na bolj napredne tehnike v jogi. In te druge tehnike so potem še pranajama. Pranajama je jogijsko dihanje,
z katerim uravnavamo svojo življenjsko energijo, jo usmerjamo, ta tok prane v svojem telesu, tudi odvisno, zakaj potrebujemo svojo energijo tisti trenutek. Ali včasih rabimo dvig življenjske energije in uporabimo določeno pranajamo, včasih rabimo sprostitev po napornem dnevu ali pred spanjem, da lažje zaspimo, takrat pa spet uporabimo katero drugo pranajamo. Teh tehnik dihanja je pa v jogi več in se jih tudi učimo. Potem ostale tehnike v jogi so pa še koncentracija, katero prav tako urimo, in podaljšana koncentracija nas privede do meditacije. Meditacija je pa potem ena bolj pomembnih tehnik v jogi spet, ampak sledi šele mogoče po daljšem času vadbe joge, ko smo že toliko pripravljeni, da lahko dalj časa sedimo v položaju za meditiranje. Kdo pa lahko vadi jogo? Lahko vadijo vsi ali so kakšne omejitve? Joga je v bistvu primerna za vse. S tem, da je potrebno biti previden, predvsem pri ljudeh, ki imajo mogoče zdravstvene težave ali določene poškodbe telesne. Takrat se je dobro pred samo vadbo posvetovati z zdravnikom in tudi učitelju joge na samem tečaju povedati, kakšne težave imamo, da potem učitelj lahko prilagodi asane in tehnike vsakemu posamezniku. Sicer pa je joga, tako kot sem rekla, res primerna za vse, saj vsak posameznik potem dobi tisto asano, tiste vaje, ki so primerne za njega in mu mogoče tudi pomagajo k hitrejšemu okrevanju ali vzdrževanju nekega fizičnega zdravja, ali mu pomagajo pri spopadanju z stresom, z nespečnostjo, pri glavobolih, ali pri izčrpanosti, ki je danes zelo pogosta zaradi hitrega načina življenja. Tako da, joga je tudi primerna za nosečnice, da lažje prenašajo nosečniške tegobe, da v bistvu tudi pripravljajo svoje telo na porod, da lažje poteka in se potem tudi bolj sproščeno počutijo kot mamice. Potem tudi mamice z dojenčki lahko obiskujejo jogo, delajo vaje in tako spet poskrbijo za nežno regeneracijo telesa po porodu in si tudi mogoče pomagajo pri izčrpanosti ali kakšnih poporodnih depresijah. Kaj pa za otroke? Je primerno tudi za otroke? Ja, seveda. Tudi otroci zelo radi delajo jogo in tako na nežen način spoznavajo svoje telo in to starodavno tradicijo, ki pravimo joga. Kaj pridobimo za redno vadbo joge? Je pomembno, da jogo vadimo vsak dan ali enkrat na teden, samo pri učitelju joge? Z redno vadbo joge lahko ogromno pridobimo na vseh področjih življenja. Poudarila bi, da je pomembna redna vadba, praksa, kajti joga je disciplina, ki nam daje rezultate samo z rednim delom. Tako da je najboljše, da si mogoče res vzamemo vsak dan nekaj časa za jogo in jo posvetimo in ta čas posvetimo vadbi. Mogoče bi tukaj povedala svojo izkušnjo, ko sem sama začela z vadbo joge pred več kot 10 leti. Sem videla, da mi je poleg notranjega miru in večje sproščenosti v življenju dala tudi izkušnjo discipline, ki sem jo lahko uporabljala v svojem življenju, ki mogoče prej nisem toliko imela, tako da sem postala bolj disciplinirana, več stvari sem lahko naredila v krajšem času ali v enem dnevu, tudi stvari mogoče, ki sem jih odlagala na kasnejši čas, sem začela mogoče hitreje uresničevati ali iti tudi čez določene ovire v življenju. Je pa seveda na začetku, ko se začnemo z jogo ukvarjati, verjetno pomembno to, da nas spremlja nek učitelj, tisti, ki ve nekaj več o jogi kot mi sami. Ja, seveda, se strinjam, kajti
Pomembno je, da nas uči nekdo, ki ima izkušnje z jogo, ki ima znanje, ki nam tudi zna pravilno svetovati, ki lahko jogo prilagodi našemu telesu, našemu trenutnemu počutju, naši energiji. Kajti to je zelo pomembno, da delamo toliko, koliko v tem trenutku zmoremo. Da ne gremo čez sebe. Tako je. Za konec bi predlagala, da naredimo še pozdrav soncu. Nam poveste na kratko, kaj je to? Pozdrav soncu je v bistvu starodavni sklop 12 asan oziroma telesnih položajev, kot se reče asanam. In v bistvu Surya Namaskar je sestavljena iz teh različnih položajev, ki nam pomagajo pri krepitvi našega fizičnega telesa, uravnavajo naše dihanje, mišični tonus, prav tako nam pomagajo k večji življenjski energiji, k vitalnosti, razgibajo celo telo, tako da to je res en takšen sklop, kjer je zajetih več telesnih položajev, ki najbolj celostno vplivajo na vse naše vidike, tako psihični kot fizični in tudi duhovni vidik. Super, pa Hvala. Začnemo? Nahajamo se v Gornji Bistrici pri mlinarstvu Kolenko, kjer se bomo danes pogovarjali z mladim mlinarjem Rolandom Kolenkom. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Smo torej v vašem starem mlinu. Povejte nam za začetek, kam sega tradicija vašega mlinarstva? Tradicija našega mlinarstva sega v davno leto 38, ko je moj dedek z svojimi sovaščani odprl oziroma so na reki Muri naredili mlin z 3 solastniki, s katerimi so tam mleli in dejansko nekdaj se je delalo na zamenjavi. Vsak kmet je pripeljal svojo žito na mletje, mlinar si je vzel merico in od tega so pač živeli. Potem se je nekako tisto mlinarstvo preselilo sem? Mlinarstvo z letom 40 pa 42 med vojno je nekako dedek odkupil svoje deleže od solastnikov in je tako postal sam lastnik mlina, katerega je žal 45. leta po vojni, ko so se Rusi umikali, razneslo in je po vojnem času dobil odškodnino v lesu in zgradil mlin, ki zdaj stoji od leta 48. Torej ta mlin, ki se zdaj nahajamo. Tako, ta mlin, ki se zdaj nahajamo, stoji tu od leta 48, ki je ves čas funkcioniral, bil v obratu. Dedek ga je upravljal do leta nekje 80, ko se je oče vrnil iz dela v tujini. Tukaj ni našel zaposlitve in je en čas pomagal pri očetu v mlinu in nato prišel do ideje, da bi pač mlin obnovil in prevzel domačo obrt.
Sedaj nekaj let pa ste na tej funkciji. Ja, tako. Zdaj pa od leta 2013 sem pa jaz prevzel to obrt in nadaljujem tradicijo že v 3. generaciji. In vi sedaj si prizadevate predvsem za ekološko predelavo žit. Tako, od leta 2006, odkar je en čas stal ta mlin prazen, zaradi tega, ker smo se preselili v nove prostore zaradi širjenja kapacitet in lajšanja dela tudi, smo se pač odločili glede na povpraševanje in pobudo okoliških ekoloških kmetov, ker so imeli svojo surovino, ampak niso vedeli, kje in kako predelati to svojo žita v končne proizvode, s tem tudi, da bi dodali dodano vrednost svojim izdelkom. Smo se pač odločili, da Mlinarstvo Kolenko in 2 združenji še ustanovimo ekološki center, s katerim bomo pomagali tem ekološkim kmetom do svojih končnih izdelkov. Se pravi, kmetje pripeljejo lahko k vam svoje pridelke in potem tu ekološki kmetje se pravi pripeljejo vsem. Z certificirani ekološki kmetje lahko pripeljejo svoje izdelke v naš ekološki center, jih sčistimo, predelamo v kaše, moke, zdrobe, grije se, pač kaj si zaželijo, odpeljejo svojo, lahko počakajo, da bodo res vidijo, da se njihovo predela, dobijo certifikat od nas, ker smo tudi mi certificirani s strani kontrolnih služb, da imamo ekološko predelavo in tako dobijo oni čist svoj izdelek iz svojih surovin. Super, se pravi, to je torej ta prostor, kjer se dela kaj vse, moke? Tako, za nami so valčni stoli, kjer se delajo bele moke, standardne moke, tu delamo od pire do pšenične, do kamutove moke, bele, ostre, gladke, črne, z drobov. Imamo tudi levo luščare, kjer luščimo ajdo, proso, piro, ječmen in pa še starinski kamen, ki je pa ostal not že od začetka, ko je še dedek imel mlin, tam pa se meljejo polnozrnate moke. Vse od ajdove do pirine, do pšenične, do koruzne, vse na starinski način. Niso to te sodobni kamni, ki so iz umetnih mas, ampak prava, stara, živa skala. To sta torej ta 2 stara mlinska kamna, zakaj sta tako posebna? Ja, posebno sta, ker sta res zelo stara, sta že tu not, odkar jaz spomnim, pa že resno dolgo delam, pa mislim, da sta letnica 1800 nekaj na njih, sta iz žive skale. To je ena posebnost, ker te moderni kamni so iz umetnih mas. Ta pa se mora klepati, to pomeni, ko je enkrat obrabljen, se mora zročno spet nabrusiti, da spet lepo melje. Nekdaj se je s tem mlelo za živino, zdaj pa je zelo iskano polnozrnate moke, kar se dela prav na te kamne, na drugo ne moreš delati polnozrnatih mok. In bistvo kamna je, da ne pregreje surovine, ko jo melješ, in gre v enem postopku vse skozi. Vse, kaj sipaš gor, pride spodaj kot moka ven. Je z luščino očiščena surovina in tako je fej zdravo za prehrano. Je stroj, ki nam je zelo v ponos, ker je že generacije in generacije v naši družini in lahko z njim delamo in proizvajamo kvalitetno domačo polnozrnato moko. Se pravi, na ta 2 kamna proizvajate samo polnozrnate moke? Tako, samo polnozrnate moke, ja. Bi mogoče sedaj še malo pokazali, kako to funkcionira? Seveda, bomo zamleli.
Se pravi, to je torej ta ekološki del, Tako. ki je popolnoma ločen od Tako. tistega drugega dela, Tako. kjer pa v bistvu predelujete tudi ostala žita. Ostala konvencionalna žita, ki niso ekološka, ja, tako. Poleg tega pa imate potem tudi svojo trgovinico. Tako, imamo svojo trgovinico, kjer se dobijo vsi naši izdelki, vsi naši proizvodi, ki jih delamo in ekološke in navadne. Imamo tudi v trgovini nekaj izdelkov od sosednjih kmetij oziroma od društev, s katerimi sodelujemo, ker so tudi naše stranke in tudi mi pomagamo pri prodaji njihovih proizvodov. Pa se preselimo zdaj še tja? Se preselimo Pogledamo. še v trgovino. Na poti do trgovine smo se ustavili tudi v konvencionalnem delu, kjer je ravnokar potekalo mletje pšenične bele moke. Sedaj pa smo že tu v trgovini, v Gornji Bistrici, hišna številka 198, to je glavna cesta med Črenšovci in Razkrižjem. Ja. Tu se nahajamo že od leta 1948, ta trgovinica pa je naš zdaj največji ponos v zadnjih 2 letih. Smo jo zgradili, opremili in dopolnjujemo naše police z različnimi svojimi izdelki, novimi izdelki in pa tudi izdelki svojih strank, kjer pomagamo tudi njim do prodaje svojih izdelkov. Imamo pa razdeljeno nekako po ekološki polici, ki je za nami, in pa po konvencionalni polici. Imamo pa tudi razdeljeno po tipih mokah, po polnozrnatih mokah in pa skupaj po sklopih, recimo koruzni izdelki, pirini izdelki, ajdovi izdelki. Probamo predstaviti in najti moke za vsaki okus. Da se resno vsaka stranka kakšne moke tudi za sebe najde, da nekako zadovoljimo vsaki stranki in da najde nekaj zase. Najde nekaj zase, tako je. Ponudba je zares velika, kaj lahko poleg mok, kot sva že omenila, še Poleg mok najdemo pri vas? imamo ogromno kaš, testenine, semena, kosmiče, bučno olje, različne čaje, od ajdove kaše do prosene kaše, do ječmenove kaše, izdelki mok iz vseh teh žit, pšenične moke, bele, polnozrnate moke. Ni kaj ni. Po novem imamo tudi riževo moko, da zadovoljimo stranke, ker ne prenašajo glutena, recimo. Ima pa lastnosti iste kot pšenična moko, da se lahko z nje peče. S tem imamo tudi ajdovo moko brez glutena, koruzno moko brez glutena, proseno moko brez glutena, ampak pekarske sposobnosti teh mok pa niso glih preveč dobre. Zato ste v bistvu potem Zato smo tudi dodali riževo moko, ki ima pekarske sposobnosti iste kot pšenična moka. Se pravi, vedno znova iščete neke dodatne produkte. Tako. Iščemo nove produkte, iščemo zanimive stvari, nove izdelke, pripravljamo tudi vrsto novih izdelkov, kaj se tiče, kjer bo sestavni del tudi riževa moka. Tako da v prihodnje bodo tudi novi izdelki z te linije. Non-stop pa dopolnjujemo trgovino z zanimivimi stvarmi, ker ponuja tudi naša okoliška ponudba, okoliški kmetje oziroma okoliški proizvajalci. Kakšni so torej vaši načrti v prihodnje? Naši načrti za prihodnje, ja, so razširitev proizvodnje, kaj se tiče brezglutenske linije, da bi res bila čista brezglutenska linija, ker trenutno imamo stroj za mletje brezglutenskih izdelkov, samo da je v istem prostoru kot drugi stroj
Se pravi, to je moglo biti ločeno. Tako, malo nam otežuje res to čistost brezglutenske linije. Zato imamo v naslednjem planu en prostor, ki bo resno ločeno tudi prostorsko, ne samo, da bo stroj posebej za mletje te vrste mok. Kaj se pa drugo tiče, pa je, kot ste sami videli zunaj, imamo polno vsega skladiščenja in imamo že izdelan projekt in gradbeno dovoljenje za skladišča. Za nova, moderna skladišča, za skladiščenje pač tudi žit v jumbo vrečah in vrečah. Torej, za vse tiste, ki vas še ne poznajo, povejmo še enkrat, kje vas najdejo? Ja, smo Mlinarstvo Kolenko, najdete nas pa na Gornji Bistrici, 198, pošta Črenšovci, je pa na cesti, na glavni cesti med Črenšovci in Razkrižjem. Vaše izdelke pa prodajate tudi v ostalih trgovinah? Naše izdelke pa imamo tudi nekaj malega po trgovinah v Murski Soboti, ekološke izdelke pa tudi v Ljubljani, v Kopru, v Mariboru. Ampak največ pa prodajamo tu pri nas. Ves asortiman imamo pri nas. Največja ponudba se dobi torej tukaj v tej vaši trgovini. Po drugih trgovinah imamo pač samo izbrane izdelke oziroma izdelke, kere nam naročijo, drugače pa imamo tu vse, kar pač imamo. Splača se torej priti k vam. Tako, lepo vabljeni, vedno kaj za vsakega, vedno smo dosegljivi, vedno smo odprti, če imate kakšne posebne želje, ni problema, zmeljemo kajkoli nam pripeljete vašega in zelo lepo vabljeni. Najlepša hvala za to predstavitev in se vidimo ob naslednji priložnosti. Hvala. Po snemanju današnje oddaje sem ugotovila, da je čas, da tudi sama ponovno začnem malo migati. Saj veste, kako pravijo, zdrav duh v zdravem telesu. Kar pa se hrane tiče, pa se mi zdi, da se še vedno premalo zavedamo, da je najboljša hrana domača, lokalno pridelana. S tem ne delamo dobro samo za svoje telo, temveč tudi podpiramo naše ljudi, pridelovalce, predelovalce in manjše trgovce. To je bila oddaja Vita, življenje je lepo. Do prihodnjič pa ne pozabite besed Toneta Pavčka. Imejte radi življenje in življenje bo imelo rado vas. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21.990 evrov, s Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prvaizbira.si. Trgovina Sončnica, okus zdravja. Pri njih najdete zdravo ekološko hrano, prehrano za alergike in bolnike, sveže ekološko sadje in zelenjavo, naravno kozmetiko in ekološka čistila, naravne izdelke za osebno nego, naravne sokove in napitke, naravna prehranska dopolnila in vrhunske ekološke čaje, knjige, dišeče palčke in ezoterične pripomočke. Svetujejo o zdravem načinu življenja in uporabi izdelkov iz njihovega programa, organizirajo razne delavnice in predavanja ter tečaje z področja zdravega načina življenja in osebne rasti. Nudijo ajurvedske preglede z diagnozo pulza, brezplačno analizo telesa ter vitaminsko-mineralni test in preglede Planet zdravja. V trgovini Sončnica vam bodo pomagali najti pot do zdravja in notranje lepote s strokovnim svetovanjem in izbranimi izdelki. Narava in zdravje z roko v roki. Trgovina Sončnica, okus zdravja. Obrtna ulica 28, Murska Sobota.
Gurmani že poznate številne dobrote iz Perutnine Ptuj. Zdaj je čas, da spoznate še kakšno novo. Recimo lepo začinjen, ravno prav eksotičen piščančji kari. Nagrajen tudi z zlato medaljo na sejmu Agra. Dober tek!